Ekipa Sportkluba je obiskala Koper, na Muzejskem trgu smo, ob meni pa je Maks Barišič. Maks, najprej prijeten, lep pozdrav, nekaj časa se nismo družili, tako da bi te najprej prosil, kaj trenutno počneš v življenju, kje te lahko vidimo, naši gledalci zagotovo ne vedo toliko kot mi. Lep pozdrav tudi vam in vsem gledalcem. Ja, zdaj sem v bistvu nogometno sem v Krasu, igram še malo tako za svojo dušo. Poleg tega pa sem začel delati licence za trenerja in zraven delam kot pomočnik v Kopru, U15 MNZ. Tako da ostajaš zapisan v nogometu. Ta kraj, ki si ga izbral za najin zmenek, je tudi v preteklosti bil zapisan v nogometu. Lahko neka zgodbica, zakaj si izbral Muzejski trg? Ja, da ne bo tista standardna zgodba, ne, pa po bonifiki, pa igrišča in tako, sem te zato predlagal, ne, da bi mogoče prišli sem, ker tu se je vse skupaj, lahko rečem, začelo. Tukaj, kjer zdaj sedimo, je bila nekoč osnovna šola, katero sem obiskoval 4 leta, dokler se ni zgradila tista nova osnovna šola Koper, in tu zraven je bilo tudi igrišče, na katerem sem največ časa preživel, tako da ja, tu so bili moji lepi spomini, katere so zbrisali zdaj, ne. Če greva v otroštvo najprej, kdo te je navdušil za nogomet? Si imel tudi iz svoje generacije kakšne bitke tukaj s kom, s katerim si potem tudi v Kopru igral? Kako je potekalo takrat tvoje otroštvo? Pa sigurno sem imel potem kakšne vrstnike, s katerimi sem igral tudi skupaj v Kopru. Smo tu večkrat igrali tako med sabo. Itak se prilagodiš številu, koliko se vas dobi skupaj na igrišču in tako. In, ja, moram reči, da so to res lepi spomini in se rad marsikdaj tako spomnim tega. Ti si eden tistih slovenskih nogometašev, ki je odšel v Italijo poskusiti srečo. Če se zdaj zazreš nazaj, pravilna odločitev, kako gledaš zdaj na italijansko zgodbo? Pa zdaj pravilno, zdaj bi lahko o tem razglabljali kar dosti. V tistem trenutku se mi je zdela pravilna odločitev, sicer sigurno nisem imel takšnega znanja o nogometu in kako se vse poteka glede razvijanja in vsega tega. Mogoče bi se zdaj drugače odločil, ampak v tistem trenutku je bilo to prav. Ne obžalujem, imel sem se tudi lepo, res sem preživel veliko lepih trenutkov tudi tam in praktično sem tam odrastel v Moškega in tako da ja, je ena zanimiva izkušnja bila, ne. Če greva prav na to, da odraste fant, ko gre na tuje, šel si povsem sam, če me spomin ne vara. Ja. Kakšen je to nek v bistvu preskok za fanta, ki je igral tu v Kopru v selekcijah, potem pa kar naenkrat vržen v bazen, da se mora znajti med najverjetneje tam 1000 drugimi v isti generaciji? Ja, mislim, takrat iskreno nisem niti čutil takšnega pritiska. To je še vedno meni v glavi, je to bila igra in sem užival enostavno v tem, kar sem delal. Je pa res, da se nisem zavedal točno, v kaj se spuščam, kajti potem po nekem času sem tudi ugotovil, da za domotožje in tako, da res pogrešaš tudi svoje prijatelje, družino in svoje okolje, ne. In sem rabil nekaj časa za se prilagoditi glede tega, pa tudi jezika. Je res, da izhajam tu iz Kopra in bi rabili kao znati italijansko, ampak meni lih ni šlo najboljše. Tako da sem rabil nekaj časa, da se prilagodim tudi glede tega. Če greva še v Italijo, kje ti je bilo najlepše, kje si največ odnesel nogometno, pa morda kje ti je bilo najlepše v zasebnem življenju? Mislim, Catania, enostavno tam sem preživel največ časa, sem spoznal največ ljudi, prijateljev, tudi izven nogometa in tam sem se res potem v enem trenutku počutil najbolj domače. V Milanu je seveda bila izkušnja neverjetna, ker pač kot mali sanjaš neke te stvari, ne, in potem v enem trenutku res kar naenkrat je tisti preskok in prideš tam in si potem gledaš na primer zvezdnike iz tako na blizu in treniraš z njimi in tako tudi Milano kot mesto je tudi neverjetno, tako da
bi na prvo mesto bi dal Catanijo, potem pa Milano, sigurno. Imaš kakšno anekdoto z zvezdnikom, kakšnim si morda izpadel, kje kdaj kot kakšen navijač, ki je želel morda priti preblizu zvezdnikom, kako so v bistvu gledali na te mlajše fante? Drugače nisem imel tega, mogoče če bi prišel v trenutku, ko je še bil Ronaldinho ali pa Ibrahimović, kajti tako, oni so mi bili res kot neki idoli. Tam bi skočil čez ograjo. Bi mogoče šel tam do njih, tako pa v tistem trenutku sem tudi že bil bolj, ne vem, sem sprejel to, nisem dajal temu nekega prevelikega, kako bi rekel, ni mi to toliko kao pomenilo, ampak enostavno sem sprejel, nisem zdaj hodil tam pa spraševati za adrese, za podpise, ampak sem enostavno sprejel, da sem jaz zdaj del tega. In tako da ni bilo nekih takih anekdot, je pa bilo nekih anekdot na igrišču, tako, ki se spomniš in so bile smešne. In tako. Koliko pa je bilo klicev iz Slovenije, da bi pa kdo imel kakšen dres? Ja, tega je bilo. Sicer mene je bilo sram, da jaz zdaj hodim in sprašujem tam od enega do drugega, tako da sem rekel, da bom probal, verjetno sem obljubil, pa tudi tega nisem izpolnil v tistem trenutku. Ampak ni bilo zamer. Ja, ne, ni bilo. Sem dal svoj dres in je bilo tudi to v redu. Če greva potem na nek povratek nazaj iz Italije v Slovenijo, kaj je v bistvu bilo pri tebi tisto ključno, da si se odločil, da pa morda narediš nek korak nazaj, za potem kasneje dva naprej? Ja, enostavno, mislim, s Catanijo smo vsako leto stremeli k temu, da se vrnemo potem nazaj v serijo B in pač bolj, da stremiš tudi do serije A. In enostavno vsako leto je nek faktor je zmanjkal, neki malo sreče, ne vem, v tistem trenutku ali znanja ali ne vem česa, da vedno nam je nekaj nam je zmanjkalo. In potem v enem trenutku sem videl, da tudi finančno je malo začelo škripati in sem rekel, zgleda, je tu moja zgodba končana. Mislim, da je mogoče boljše v tistem trenutku bilo se vrniti nazaj, domov v moje okolje in probati iz tu narediti potem naslednji korak naprej. In mislim, da je to v tistem trenutku bila tudi prava odločitev, kajti kasneje tudi Catania lih čez, mislim, da 2 sezoni je tudi bankrotirala in tako da mislim, da je bila prava odločitev. Koprska zgodba, takrat zate v bistvu sanjska do poškodbe. Nekako si bil tudi na, pa ne bom rekel niti širokem, ampak na seznamu selektorja Keka, ki te je, če me spomin navara, tudi že klical. Sta govorila tudi po telefonu, ali sem si to zdaj samo ustvaril neko zgodbo, ampak vem, da si takrat bil res izjemen, najboljši posameznik naše lige. Koliko si morda, če greva najprej na to, opazil spremembe v slovenskem nogometu, ko si ti prišel nazaj? Ali je bilo kar podobno kot takrat, ko si odšel? Ne, mislim, da je nogomet veliko napredoval v tistem trenutku v Sloveniji. Sem videl tudi tako, kako trenerji drugače so gledali, kako so taktično pripravljali tekme, kot ko sem takrat začel, naprimer, počasi k članom prihajati kot 17-letnik, 16-letnik. In mislim, da je nogomet glede tega veliko napredoval. In tudi, ko primerjam potem z Italijo, Italija, hočeš, nočeš, imajo to neko mentaliteto bolj obrambno prvo, da se rajši ne dobi gol, pa bomo pol naprej že nekaj izmislili. Tu v Sloveniji se mi zdi, da probajo stremeti tudi k temu modernem nogometu, kolikor se da, ne, in da se prilagajamo k temu, kar tudi delajo največji v nogometu. In enostavno dobro sem se počutil in potem, ja, poleg tega je potem začelo tudi to se izražati na nogometnem igrišču. Ne. Ja, čutil si najverjetneje tudi zaupanja celotnega kluba, trenerja, ti si res potem igral samozavestno. Tista sezona je bila za Koper na koncu skoraj da sanjska. Ja, sigurno mislim, da tudi poznam že odprej tudi upravo v klubu, poznam vse, ki delajo v klubu, tako da prilagoditev itak sploh nisem rabil. Imel sem tudi prijatelje, družino, spet se vrneš v neko svoje življenje odprej in sem res užival v tistem trenutku in tudi mislim, da poteza tudi Kopra takrat, da so pripeljali Zeljkovića, je bila res dobra odločitev, ker res gleda nogomet z modernega vidika in je tako dal nam je nekaj več. Vidi se, da je bil vezist, da je že sam rad igral. Nekaj je imel, ne, in sigurno smo tudi zaradi njega smo tako veliko bolje delovali kot ekipa, dal nam je neke smeri, ki smo jih potem super prenašali na igrišče in
In škoda, ja, potem, da se je tako vse odvilo, moja poškodba, pa na koncu tudi, da smo prvenstvo izgubili praktično v zadnjih 2 kolih. V bistvu na domači tekmi z Radomljami. Ja, takrat se je izgubilo prvenstvo, ker v tistem trenutku smo bili pred Mariborom, ne, in potem smo vsi so pričakovali še tisto tekmo. Mislim, da tisto tekmo se je oprostil v bistvu zdaj današnji direktor Ivica Guberac. In je bilo polno ljudi in sigurno pričakuješ tistemu vzdušju na tako pomembni tekmi, da boš sigurno vzel 3 pike. In nažalost pa se ni tako odvilo, ne. Ja, iz Maribora, če me spomin ne vara, je to Zlatko Zahovič dejal, da se je Koper morda preveč osredotočil na pokal in je potem glih tisti teden, ko se je še upokojil Ivica Guberac, izgubil tisto ključno energijo, da bi prišel do dvojne krone. Ja, ne vem, kaj se je zgodilo. Vse do pokala je potekalo super. Pokalno tekmo smo isto, finale smo odigrali neverjetno. In takrat Kotnik, kako je vstopil, pa tudi Koli, ne, ker je zabil 2 gola. In potem ne vem, ali smo dobili to neko, ali smo se zadovoljili preveč v enem trenutku, ne vem, kaj se je točno zgodilo, ampak res smo delovali malo prazni na tej tekmi z Radomljami. Ja, zdelo se je, kot da bi bilo bolje za vas, če bi bil finale pokala po sezoni. Ja, tako mislim tudi jaz, ampak enostavno ne moreš zbirati in velike ekipe bi to rabile, ne, v tistem trenutku. Si zmagal pokal, pustiš to na strani in probaš še tiste 2 kola oddelati na polno, pa se potem lahko veseliš vsega skupaj, ne, in ene in druge krone, ne. Največja črna pika pa je tista poškodba, ne, na tekmi z Bravom, ko se je potem zdelo, da je Max spet pripravljen, da naredi tisto, kar so prej rekla, ne, en korak nazaj v Slovenijo, potem pa 2, 3 naprej. Ja. Takrat si najverjetneje, že ko si začutil koleno, vedel, kaj sledi, kako dolga pauza, kako težko se bo spet vrniti na ta nivo, kako v bistvu sploh športnik doživi takšno poškodbo. Vem, da je zdaj že nekaj časa od tega, morda zdaj lahko celo bolj iskreno poveš. Ja, takrat je spet začelo vse iti gor zame. Sem mislil, da bo sigurno prišlo do prestopa, kajti zanimanja je bilo kar nekaj. Potem pa še ta klic tudi reprezentančni, ne, sigurno, kar hočeš, nočeš, ti tudi dvigneš še dodatno ceno, da bi bil zraven, ne. Mislim, bil sem poklicen, ja, tudi en motiv dodaten, sigurno. In takrat bi rabo tudi iti, ne, lih. Mislim, da po tej tekmi, ne vem, ali je torek ali sreda, koliko se spomnim, je bil, bi rabo priti spisek ven. Jaz sem že vedel, da bom na tem spisku, šlo se je za prijateljske tekme v Katarju takrat. In enostavno, tista tekma, tisti trenutek, ni se moglo očitno drugače zgoditi. Ja, pač, čim sem začutil, sem vedel, da je koleno enostavno šlo v neko svojo smer in sem vedel, da je v tistem trenutku tega konec. In ja, enostavno se ti začne vrteti vse v glavi, kaj te zdaj čaka, spet iz nule, toliko si gradil neki, te preplavijo neke emocije, vse žive in tako. Težka izkušnja, ne, ker je tudi lih v tistem trenutku, se nikoli, niti en trenutek ni pravi za to, ampak enostavno, ja, nepravi trenutek se je zgodil, ne. Kdo ti je stal ob strani, ob družini in klubu, koga bi izpostavil pri rehabilitaciji kot nekoga ključnega, da si se potem vrnil na igrišče? Pa tako, največ sem delal z Maticem Tepešem, kineziologom, ne, ki je v Kopru in res smo super sodelovali, tudi tako smo prijatelji izven igrišča in res mi je veliko pomagal, pol pa sigurno tudi doma moja punca, zdaj, takrat punca, zdaj žena. Res mi je stala ob strani, mi je veliko pomagala, kaj ti tako psihološko. Te je bilo težko prenašati, takrat si bil na dnu ali kako si bil v bistvu psihološko? Ja, imel sem nihanja, v enem trenutku tako zelo motiviran za se vrniti nazaj, v drugem trenutku ti vse pade dol, ker so težke stvari, ne, za prenašati, tako ko vidiš potem iz dneva v dan, kako to počasi napreduje, kako imaš neke, se zalomi vedno nekje, kar sploh ne veš, tudi kar te čaka, ne, in tako težka izkušnja, ampak te pa vjača sigurno, mentalno. Koliko je bolečin, predvsem ko začneš iti čez tisti prag, da se vračaš v neko formo, najverjetneje? Ja, je kar dosti bolečin, tudi potem še, tako imel sem tudi probleme s fleksijo, pa kar jorineš na polno, čutiš, kot da ti bo noga eksplodirala tako v koleno, ampak na silo delaš, greš koliko lahko, ne, da bi se vrnil čim prej, pa potem začneš se vračati, pa prije nekaj pozitivnega,
pa mi je potem kar počela ena mikroropturo, sem imel v gležnju, kar mi je podaljšalo še za 6 tednov rehabilitacijo, kajti nisem mogel na igrišče, sem rabil se spet vrniti nazaj v fitness, samo delati. In tako, res so bila ta nihanja gor, dol, ampak ja, na koncu prej ali slej se uspeš vrniti, če zdržiš to vse mentalno. Se še spomniš večera pred tisto tekmo, ko si se pol vrnil na igrišče, ali si v bistvu to potlačil? Ja, ne, v bistvu, jaz se spomnim se najbolj tega, ko sem se vrnil nazaj z ekipo, ko smo šli na priprave v Turčijo. In najbolj se spomnim tistega prvega treninga, ko sem začel z njimi in že ko začneš za segrevanje prvi kroge, samo delaš in se počutiš kar hotel bi poleteti, ker je res dober feeling se vrniti nazaj z njimi pa odigrati in igro in mislim tekmo in vse. Tako, to mi je najbolj ostalo v spominu, kako sem se vrnil nazaj z ekipo. Ja, nam je ostalo v spominu tudi, da si se v bistvu vrnil v formo, pa si priigral potem prestop v Maribor. Zdaj z nekega zornega kota modernega slovenskega nogometa od osamosvojitve naprej je prestop v Maribor največ, kar si lahko nogometaš priigral v Sloveniji. Se strinjaš? Ja, sigurno. Takrat sem se dobro vrnil, s Koprom smo res spet začeli delovati super, zmagovali smo tekme, jaz sem dobro igral in ja, posledično je prišlo spet do zanimanja. In sigurno pač Maribor zdaj zgodovinsko gledano in ko pogledaš vse pokale, vse, kar so dosegli tudi v Evropi, to so neverjetni dosežki in je čas sigurno vsakemu Slovencu obleči ta dres, pa poleg tega tudi mesto, kako živi za klub, je malo drugačna izkušnja kot v teh drugih klubih slovenskih. Ne. Ante Šimundža, sam te je klical, sam te je želel, kako bi njega opisal? Ja. Mislim, da se mu zahvaljujem, ne, da na klicu in tako na želji in na delu z mano. Neverjeten profesionalec, definitivno živi za to, pripravljen, tudi tako 5 korakov naprej razmišlja vse, kako bi delal, kaj bi naredil, lahko še naredil za zmago. Tudi rojen zmagovalec, tako, mislim, res same pohvale za takšnega trenerja. Ni pa bil Maribor edini, ki se je takrat zanimal zate, lahko bi šla zgodba morda tudi v drugo smer, sploh če potem pogledamo, da je, mislim, da po pol leta šla pa mariborska zgodba tudi v neko drugo smer, kot si ti sam pričakoval. Ja, takrat to je bilo v januarskem prestopnem roku, bilo je zanimanje in iz Celja in iz Maribora. Na koncu sem se odločil za Maribor. Mislim, žal mi je sigurno, da se je na koncu odvilo tako, kot se je, ampak najverjetneje obžalovanje zato, ker bi lahko sodeloval z Albertom Riero. Ja, tudi to bi bila sigurno ena zanimiva izkušnja. Mislim, tako, kot slišiš tudi druge igralce, kako dela, kaj da ekipi, je po mojem, lahko pobereš veliko znanja, tudi po mojem za kasneje, ne? Za sigurno zdaj trenerske vode, v katere sem se spravil. Ampak dobro, takrat tudi, ko sem se odločil, tudi ni bil trener Riera, je bil Krznar, ampak tako enostavno v tistem trenutku sem bolj čutil, da je Maribor tisti klub, kateri rabim izbrati, ker pač zaradi in veličine in vsega, tudi če v tistem trenutku tudi Celje je bilo prvo na lestvici, ne? Ampak sem začutil, da je to prava pot. Zdaj, zgrešena ali ne, to ne moreš vedeti, tudi ne morem vedeti, kaj bi se vse dogajalo tudi v Celju, če bi prestopil tam. Ampak vseeno lepa izkušnja, tudi v Mariboru sem doživel dosti tega lepega. Razširil družino? Ja, tudi družino sem razširil, ja, dobil sem hčerkico, tako da me tudi zelo lepi spomini vežejo na Maribor. Si pa okusil, da je dres Maribora težek, videl si, kakšna je publika, spoznal, kako so v bistvu predvsem zahtevni do domačih igralcev, ne samo slovenskih, predvsem tistih domačih. To ti bo tudi najverjetneje pomagalo pri razvoju trenerske kariere naprej. Sigurno, mislim, po mojem težjega dresa v Sloveniji kot mariborskega ni. Ampak to je privilegij, da čutiš, kako mesto živi s klubom, da potem na vsaki tekmi je toliko in toliko gledalcev. In je to lep občutek, hočeš nočeš tudi, da se počutiš tudi pomemben in tako. Ne. In pač Maribor, jaz upam, da Maribor tega ne bo nikoli izgubil in upam, da bo še kakšen klub v Sloveniji dobil to, kar ima Maribor. Ne.
navijači niso vedeli, da si se ti takrat ukvarjal sredi Evrope tudi z nekimi težavami doma, ne? Tudi to še kako vpliva, ne, na nogometaša. No ja, mislim, jaz sem v tistem trenutku se nisem hotel, da rečeš, ali iskati izgovorov, ali žaliti, ampak ja, imel sem te ene privat probleme, katere sigurno nisem hotel prenašati na igrišču, ampak hočeš nočeš, mogoče podzavestno vpliva, tudi če jaz v tistem trenutku sem mislil, da ne, ampak ja. Koprska zgodba, če gledava, ne, tu družina Goberac v Mariboru, pa se je potem, ko sta Marko Šuler pa Ante Šimunža vodila tisto športno politiko kluba, vse spremenilo ravno v tvojem času, ko je prišel Adžuni Lidžali. Hitro se je potem tvoja zgodba tam končala, ne, prišle so okrepitve novega investitorja, ti pa si še enkrat poskusil srečo v tujini. Tale zgodba v Rusiji, kako se je to razpletlo? Ja, pač enostavno me niso videli v planu, nisem bil nekako in pač so me takoj dali nekako na stranski tir. Ne glede na to, kako bi treniral, kako bi delal, pač enostavno je bilo tako, to se je čutilo, se je videlo. Ampak ja, potem pa kar tako, to se je zgodilo vse neki na hitro. Sploh se nisem zavedal, kako se to dogaja to z Rodinom, potem kasneje. Ob koncu prestopnega roka, ne, pravzaprav. Ja, in Zeljković me je poklical, ne, gor in tako, zanimiva izkušnja, definitivno. Ni mi žal, da sem šel. Žal mi je v bistvu samo, da se ni odvilo po mojih načrtih, kajti ko sem prišel gor, mislim, da koliko je minilo, par dni po temu sem nekako ložo poškodoval, pa je bila spet rehabilitacija. Nisem pa imel dosti časa, kajti imel sem pol leta, sem imel praktično v bistvu pol sezone, recimo, čeprav je to bilo 4 mesece ali 5, tako nekako. Sem imel časa za se dokazati, da bi podpisal mogoče novo pogodbo, jaz pa sem se ubadal več ali manj s poškodbami. Prvo ta loža, potem sem se vrnil, začel dobro, zabil gol, potem pa vnetje pete, katerega kar nisem znal, kako rešiti. Potem sem ga vlekel še poleti. V bistvu, ko sem se tudi vrnil domov, me je še vedno bolelo in tako. Rabil sem res nekaj časa, da je peta se vrnila nazaj, tako kot je bilo. Ne. Če sva še v Rusiji, kako težko ti je bilo iti v Rusijo? Vemo, Rusija je v neki specifiki v tem boju z Ukrajino, pa potem nogometaši, ki so v Rusiji, niso v izložbi v Evropi. To morda sicer odpira poti za neke druge nogometaše, da se tam dokažejo. Pa kako gledaš na to v bistvu razdalja, Slovenija, Rusija? Ni bilo enostavno, najverjetneje, ne, sploh, ko si bil mladi očka. Sigurno, mislim, sej jaz sem rabil tako, koliko je bilo 2-3 dni pred prestopnim rokom, sem tudi bil poklican, če bi prišel gor. In prva odločitev je bila, da ne, ker pač nisem želel zapustiti družine v tistem trenutku in sem razmišljal, pač enostavno bom ostal doma in to je to. In potem so me še enkrat klicali, so me probali prepričati, sem rekel, da poglej, še za to pol sezone, tu je pač, so mi predstavili, kakšna je situacija, da je mirno, da potem seveda je pomagalo tudi k temu, da so tam gor bili in glavni trener Zeljković, pa pomočniki, katere sem poznal, ne, in sem se tudi spoprijateljil z njimi. Si se pustil prepričati. Ja, in pa tudi Slovenec Mitja Križa, ne, s katerim sem se potem gor konstantno družil, tako da sem se uspel prepričati nekako, da je to prav in vseeno moram reči, da je bila generalno lepa izkušnja, da sem se dobro navil gor. Zdaj pa v bistvu nogomet za dušo, Kras v Italiji, pa trenerska kariera. Si vedel že kot igralec, da te bo povleklo v trenerske vode, kdaj si morda to začutil? V bistvu na začetku kariere in tako bi rekel, do kakšnega 25. leta, 26. sem bil siguren, da ne bom ostal v nogometu. Tako, takrat sem rekel, oddelam kariero, potem pa dalje gremo nekaj novega spoznati. Ne. In več časa, ko si v nogometu, enostavno ti, mislim, že prej mi je zlezel pod kožo, ampak se nisi videl v teh drugih pač pozicijah, ne. In potem z leti nekako enostavno začutiš, da hočeš, nočeš največ, tudi lahko sigurno dam nogometu, kajti celo življenje se ukvarjam s tem, toliko tega sem doživel, toliko znanja dobil od različnih trenerjev, soigralcev, različne situacije spoznavaš in
pač enostavno mislim, da lahko bi šel, lahko naredim tudi kariero, tudi trenersko. Zdaj bomo videli, to je sigurno zdaj čisto neka druga pot. Eno je biti igralec, eno je biti trener, je dosti tega, kar se rabiš naučiti. In tako da ja, za zdaj se vidim v temu, bom delal na temu, bomo pa videli, kam me bo pot pripeljala. Je pa pot kar zahtevnejša, ne, kot je bila v preteklosti tudi za profesionalne igralce. Veliko je učenja, veliko je teorije, tudi novih izrazov. Sigurno. Učenja je veliko in se bom rabil še veliko naučiti in na lastnih izkušnjah in sigurno teoretično in tako. Kot da si se vrnil v šolo. Ja, to je praktično nek nov začetek, osnovna šola, učenje od začetka, neke enostavne stvari, recimo ti bi rekel, da so, ampak ko gledaš z vidika trenerja, so te stvari malo drugače in za razlagati igralcem in kako predstaviti neko mogoče svojo idejo in te neke stvari. Ne. Se je pa slovenski nogomet, predvsem zdaj, ko smo imeli nekaj španskega pridiha, spremenil tudi z trenerskega vidika, ne? Najverjetneje tebi kot igralcu, ki je rad preigraval, ki je rad imel žogo, ugaja, da gre tudi vse v to smer, da se sledi nekim tem trendom? Sigurno, jaz upam, da bomo še naprej pač tu v Sloveniji stremeli k modernemu nogometu, ker mislim, da hočeš nočeš, nogomet se je razvil v to smer tudi zaradi rezultatskih razlogov in to prinaša rezultat tudi na koncu, da igraš tudi bolj napadalno, visok pritisk. Mislim, sigurno morajo biti preventive tudi tu v obrambi, ker če ne, je veliko zadetkov z druge strani in tako. Jaz mislim, da naprimer tudi kot Riera in tako ostali trenerji so prinesli nekaj novega tudi v Slovenijo in upam, da bomo nadaljevali po tej poti in se zgledovali po temu. Eno vprašanje, da se morda čez 10-15 let nasmejiva. Kakšen trener bi raje bil, da zmagaš z 1-0 ali 4-3? Zdaj v tem trenutku bom rekel 4-3. A zdaj, ko vidiš, kako se trenerji razvijajo, vedno na koncu je lepo ti imeti clean sheet zadaj. Ne? Tako da, ne vem, čez 15 let bom mogoče drugače rekel. Čez 15 let tukaj še en zmenek, zdaj tu še kot malo kot navijač, 4-3 lepo deluje tekma, tako da bomo videli. Čez 15 let se tukaj spet dobiva, pa da vidimo. Zmenjeno. Max, najlepša hvala, veliko sreče, jasno še na nogometnem igrišču, dokler boš pač igral za dušo in pa v trenerski karieri. Hvala tudi vam in srečno.